Jaz bi zdaj, glede na to, da se nam je pridružila direktorica zdravstvenega doma, gospa Golob, dobrodošla med nami, bi prekinil to točko, pa bi nadaljevali potem, tako kot smo bili tudi dogovorjeni, in bi šli nazaj na, mislim, da je 5. ali 7. točko, to je poročilo o delu zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2017. Kot sem rekel, pozdravljam med nami direktorico zdravstvenega doma, gospo Lidijo Golob. Upam, da ni preveč utrujena, glede na to, da je že bila na eni seji občinskega sveta, kjer je predstavljala to poročilo. Poročilo o delu je bilo poslano v gradivo z vabilom, pa bi prosil za eno čisto kratko predstavitev, tam cirka 5 do 7 minut. Izvolite, gospod Golob. Ja, hvala lepo, dober večer in lepo zdrav vsem prisotnim. Se opravičujem že zamudo, ampak ni šlo drugače. Jaz bi res na kratko poskušala predstaviti aktivnosti in poslovanje ter delovanje zdravstvenega doma Radlje v lanskem letu. Kot veste, zdravstveni dom Radlje izvaja osnovno zdravstveno varstvo, ki obsega preprečevanje bolezni poškodb, diagnostiko, zdravljenje, rehabilitacijo in na ambulantni način v poslovnih prostorih naših zgradb, to je v Radljah ob Dravi, v Vuzenici, v Podvelki, Ribnici na Pohorju, v zobni ambulanti v Breznu in v lanskem letu tudi v zdravstveni postaji na Muti. Izvajamo pa tudi osnovno varstvo na terenu in na domu bolnika. V skladu s splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2017 smo bili tudi lansko leto organizator dežurne službe po noči ob sobotah, nedeljah in praznikih in pa izvajamo tudi nujno medicinsko pomoč, sicer v obliki enote, ki se imenuje dežurna služba DS3A. Na tem področju se je v lanskem letu zgodila ena večja sprememba in sicer od 1. januarja 2017 je dejavnost nujne medicinske pomoči v obliki mobilne enote v celoti prevzel izvajanje zdravstveno-reševalni center Koroške. To pomeni, da oni zagotavljajo celo ekipo, oba člana mobilne enote, medtem ko smo do 31. decembra enega člana ekipe zagotavljali strani zdravstvenega doma Radlje, še vedno pa zdravstveni dom Radlje v ekipo zagotavlja zdravnika. Že leto 2016 je prineslo velike spremembe na področju organizacije in financiranja dežurne službe. Za nas je bil predviden standard, ki se imenuje dežurna služba DS3A, ki vključuje samo sredstva za delo zdravnika, ne pa tudi sredstva za povračilo za delo medicinske sestre, materialne stroške in amortizacijo. In enako je ostalo tudi v letu 2017. Zaradi vsega tega je bilo stanje zdravstvenega doma Radlje smo bili v zelo slabem finančnem položaju in smo konstantno, že 2 leti vršimo aktivnosti, da bi si pridobili višji standard, vendar do zdaj še nismo bili posebej uspešni. Prav tako so tudi vsi ukrepi vlade in pa tudi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije takšni, da že zdravstvenim domovom že od leta 2009 močno zmanjšujejo sredstva za delo. S 1. januarjem lanskega leta so se cene znižale na raven iz leta 2014, to pomeni, da so se znižale kar za 3,63% glede na preteklo leto. Zato je bilo lansko leto, kar se poslovanja tiče, izredno težko in naporno. Tudi vsi napori in uspehi zdravstvenih zavodov, da bi se cene v lanskem letu dvignile, so bili neuspešni, kvečjemu so se tekom leta cene še na določenih področjih in v določenih dejavnostih znižale. Še večje dodatno breme smo občutili javni zavodi z sprejetjem 2 aneksov, in sicer aneksa k posebnemu tarifnemu delu za zdravnike in zobozdravnike ter aneksom za odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest do 26. plačnega razreda. In tako so se v letih od 2015 do 2017 zaradi vseh zakonskih določb stroški v masi plač dvignili kar za 6%. Dodatnih prihodkov za kritje vseh teh obveznosti zdravstveni domovi nismo prejeli in brez dodatnih prihodkov je težko poslovati pozitivno, da to vseeno dosežen poslovni rezultat ob koncu leta štejemo kot poslovni uspeh. Zelo smo hvaležni in veseli, da smo lahko s pomočjo sredstev, ki jih združujejo občine ustanoviteljice, organizirali ustrezno popoldansko ambulantno dejavnost. Vse skozi smo si trudili ohraniti visok strokovni nivo oskrbe pacientov. Izvajali smo nujno medicinsko pomoč na tak način, da smo čim bolj razbremenili zdravnike pri njihovem rednem delu. Imamo 2 specializanta, od katerih bo prvi že v mesecu aprilu opravljal specialistični izpit
druga specializantka, ki pa bo prišla v vašo zdravstveno postajo pa približno čez leto dni. Imamo štipendistko, ki je že v lani zaključila študij medicine in se je tudi že prijavila na specializacijo iz družinske medicine in v teh dneh pričakujemo tudi rezultate razpisa. Pomemben dogodek ali pomembna stvar se je zgodila tudi v marcu lanskega leta, ko je pričela specializacijo naša zaposlena zobozdravnica in sicer za področje paradontologije. To je dejavnost, ki jo sedaj izvajajo na Ravnah na Koroškem, vodijo specialistka, ki že izpolnjuje pogoje za upokojitev in zato si mi v našem zdravstvenem domu močno prizadevamo, da bi pridobili to dejavnost. Naša želja je, da bi to dejavnost izvajali v zdravstveni postaji v Vuzenici, kjer bi še našli ustrezne prostore in s tem bi to dejavnost ohranili na Ravnah na Koroškem in pa še bliže našim ljudem. Tudi sodelovanje na področju laboratorijskih storitev je bilo v lanskem letu uspešno, še vedno zelo dobro sodelujemo z 2 zasebnimi ambulantama v Lovrencu in v Selnici in z vsemi našimi zasebnimi izvajalci v mreži. Povečali smo nabor storitev, ki jih upravimo v lastnem laboratoriju, prav tako smo omogočili odvzem krvi tudi na zunanji postaji v Ribnici na Pohorju in smo še bolj dostopni za uporabnike zunanjih postaj. Velik strokovni napredek pomeni obravnava pacientov z izvajanjem klinične psihologije, dejavnost referenčnih ambulant, limfne drenaže v okviru fizioterapije. Imamo tudi že 2 fizioterapevtki, ki sta uspešno zaključili tovrstno izobraževanje in smo edini na Koroškem, ki to izvajamo. Uspešno razvijamo zdravstveno-vzgojni center, cepilni center, tudi različne samoplačniške storitve v fizioterapiji ponujamo pacientom. Naše poslanstvo je, da se približamo različnim ciljnim skupinam in tako smo v lanskem letu v zdravstvenem domu v Radljah uredili kotiček za dojenje. Na podlagi določenih analiz smo ugotovili, da v zdravstvenem domu manjka točka, kjer bi pacienti prijeli potrebne informacije in napotke in tako je v decembru lanskega leta v glavni čakalnici zdravstvenega doma začela delovati infotočka. Tam pacienti oddajo napotni list za laboratorij, prejmejo izvid, naročijo se lahko na specialistične preglede, pa prejmejo tudi številne druge informacije. Od vseh dejavnosti, ki smo jih lanskem letu izvajali, tako na področju osnovnega zdravstva, zobozdravstva, specialistične dejavnosti, ni bilo nekih sprememb. Z realizacijo delovnega načrta v lanskem letu smo bili zadovoljni, v skoraj vseh dejavnostih smo dosegli planirano realizacijo oziroma je veliko dejavnosti tudi presegli. Majhna odstopanja so bila samo na 2 področjih, to je v antikoagulantni dejavnosti in pa na področju zobozdravstva. Tu pa zato, ker smo imeli več kadrovskih sprememb. Marca je odšla na specializacijo zobozdravnica, nasledila jo je druga, ki pa je v poletju nastopila bolniški stalež, potem pa porodniški dopust in smo morali iskati ponovno nadomestilo, kar pa je nekako malo trajalo in to je v bistvu vodilo v nepopolno realizacijo programa. V mnogih dejavnostih smo program presegli in tako smo na podlagi prošenj in pogajanj z ZZZS dobili priznane in plačane presežene dejavnosti za tiste dejavnosti, ki v regiji pri ostalih izvajalcih niso bile dosežene. To je dejavnost ultrazvoka, klinične psihologije in diabetologije. In pa v skladu s tem projektom skrajševanja čakalnih dob nam je ZZZS priznal in plačal storitve do 20% nad planom v dejavnosti otorinolaringologije in pa rentgena. V določenih dejavnostih konstantno beležimo tudi povišanje programa oziroma preseganje planiranega programa, to je v splošni ambulanti na kurativnem področju, v otroško-šolskem dispazerju in pa fizioterapiji. Zadovoljni smo tudi z realizacijo plana cepljenj in pa zadovoljni smo oziroma smo zelo veseli, da smo lahko organizirali dodatno popoldansko ambulanto, saj so vse občine ustanoviteljice podprle to organizacijo in sofinanciranje. Na področju investicij je bilo lansko leto večino aktivnosti namenjenih v umestitev in izgradnjo dvigala v zdravstvenem domu Radlje. Večina gradbenih del se je izvedla in tudi zaključila v lanskem letu. V letošnjem letu pred par dnevi smo imeli potem tudi tehnični pregled in pridobili uporabno dovoljenje, tako da dvigalo že služi svojemu namenu. Investicija pa je bila financirana s sredstvi zbranih najemnin.
Za investicijsko in tekoče vzdrževanje smo sicer planirali 21.000 evrov, vendar smo realizirali zgolj nujno in neobhodno potrebna dela, ker pač, kot sem že povedala, je bilo lansko leto finančno zelo težko in smo se potem pač odločili samo za tisto, kar je res nujno potrebno. V planu nabave smo načrtovali nabave do višine 102.250 evrov, realizirali smo samo polovico tega načrtovanega plana. Skupaj z sredstvi občin ustanoviteljic in Ministrstva za zdravje smo se prijavili na razpis ministrstva in bili uspešno izbrani za nakup 6 zunanjih avtomatskih defibrilatorjev z ogrevanimi omaricami in 2 terminalov za uporabo v nujni medicinski pomoči, enega ročnega in enega mobilnega. Ta 2 imamo locirana v naši dežurni ambulanti. Medtem ko 6 avtomatskih zunanjih defibrilatorjev smo skupaj z vsako občino ustanoviteljico namestili na najbolj potrebno lokacijo, in sicer enega v Bistriškem jarku v občini Muta, v občini Vuzenica pri gasilskem domu, v občini Podvlka večstanovanjsko hišo v Vurmatu, v Ribnici na Pohorju Hudi Kot, v Radljah ob Dravi na Remišnik in pa na mejnem območju občine Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju v Svetem Antonu na Pohorju. Skupaj s sredstvi občin smo nabavili tudi novi mikroskop. Starega, ki smo ga imeli za uporabo v laboratoriju, je bil že res tako star, da že več rezervnih delov ni bilo zagotovljenih, zato smo morali tega zamenjati. In pa nakupili smo tudi z skupnimi sredstvi autoklav, to je aparat za sterilizacijo na osnovi povišanega tlaka in pare, in ga imamo za potrebe zdravstvene postaje v Vuzenici. Od ostalih sredstev bi mogoče povedala, da smo še nabavili novi EKG aparat v splošni ambulanti Vuzenica, avtomatski merilnik gleženskega indeksa za obe referenčni ambulanti v Vuzenici in v Podvelki, timpanometer za otorinolaringologijo, vakuumsko enoto in pa ScanLab aparat za fizioterapijo. Dokupili smo komplet 2 sond za ultrazvočni aparat, ostalo so pa nabave nujno potrebne pisarniške in računalniške opreme. V lanskem letu smo lahko izvedli samo postopke javnih naročil male vrednosti in pa skupaj smo se vključili v te javne razpise Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije za dobavo električne energije, pisarniškega potrošnega materiala in tonerjev, za omrežje Zenet ter za nakup zdravil za program cepljenja in zaščite. Naše kadrovsko načrtovanje je prvenstveno, kot vsako leto, tudi lansko leto, bilo usmerjeno v iskanje najbolj potrebnega in deficitarnega kadra, to so zdravniki. Nekako smo uspeli tudi to področje uspešno zaključiti v lanskem letu. Vse skozi v zdravstvenem domu zaposlujemo tudi pripravnike, tako pripravnike zdravstvene nege. Lani smo imeli pripravnika fizioterapeuta, v oktobru smo zaposlili pripravnico zobozdravnico. Kot sem povedala, imamo tudi 2 specializanta proti koncu in upajmo, da bomo kmalu dobili še 3. specializantko, in pa vsekakor si zelo prizadevamo pridobiti tudi specializantko ali pa stalnega nosilca v dejavnosti ginekologije. Tudi tu moram povedati, da se že kar nekaj časa dogovarjamo in upamo, da bomo tudi uspešni z specializantko, ki bo tudi v naslednjem mesecu zaključila študij in je tudi iz vaših krajev, da nam bo delno priskočila na pomoč pri realizaciji naše dejavnosti. Glede poslovanja smo v lanskem letu na prihodkovni strani ustvarili za 2.481.305 evrov prihodkov. Največji delež ustvarimo s prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki pa so se v lanskem letu kar občutno znižali glede na preteklo leto. Razlogi za to so znižanje cen za povračilo storitev strani ZZZS-ja, izguba dela prihodkov zaradi prevzema ekipa mobilne enote nujne medicinske pomoči na stran zdravstveno-reševalnega centra Koroške. Kljub vsemu pa smo v zdravstvenem domu realizirali dogovorjene pogodbene programe in jih ponekod tudi presegli, za kar smo bili tudi potem ustrezno plačani. Na trgu smo ustvarili za 3,13% vseh prihodkov oziroma skoraj 1% več kot preteklo leto.
Odhodki v lanskem letu so znašali 2.514.014 evrov. Največji delež na odhodkovni strani zastopajo stroški dela. V lanskem letu so se glede na preteklo leto občutno zvišali kot posledica napredovanj večine zaposlenih in pa povišanih stroškov dela iz dveh aneksov, ki sem jo že prej navedla. Zaradi vseh teh dodatnih stroškov in pa dodatnih obremenitev, ki so se zgodile tekom leta in niso bile predvidene, smo imeli tudi velike finančne napore. Povračila za te dodatne obremenitve pa zdravstveni domovi nismo prejeli. Stroški storitev so ostali nekje na enaki ravni kot preteklo leto. Delno so se znižali tudi stroški materiala zaradi skrbnega načrtovanja nabave in iskanja najnižjih cen pri dobaviteljih. Kljub vsemu, da smo zelo skrbno racionalno poslovali, so se tekom leta pojavili nenačrtovani odhodki, predvsem na račun dodatnih stroškov dela, zato so odhodki porasli nadnačrtovane. Vkolikor ne bi celo leto izvajali skrbnih varčevalnih ukrepov, bi bilo poslovanje ob koncu leta oziroma poslovni rezultat lahko še veliko slabši. Ob koncu leta smo tako ugotovili oziroma realizirali presežek odhodkov nad prihodki v višini 32.709 evrov. Vzroki za izkazan poslovni izid so znižane cene za skoraj več kot 3,63%, izguba dela prihodkov zaradi prevzema ekipe mobilne enote, prenizek standard izvajanja dejavnosti dežurne službe v obliki dežurne službe 3A in pa povečani stroški dela. Če bi zakonskim obveznostim, predvsem tudi na strani stroškov dela, sledili tudi prihodki, menimo, da bi zdravstveni dom realiziral pozitivni poslovni izid. Za zaključek bi samo še poudarila, da je poslovanje potekalo v skladu s sprejetim poslovnim načrtom, ampak na izvajanje so močno vplivali tako objektivni dogodki na republiški kot regionalni ravni. Povezovanje sodelovanja z lokalnimi skupnostmi je bilo zelo dobro in korektno. Občine ustanoviteljice ste zagotovile dodatne vire za izvajanje dejavnosti, za nabavo opreme ter izvedbo aktivnosti, da smo lahko umestili in izgradili dvigalo v zdravstveni postaji Radlje. Realizirali smo vse s pogodbo postavljene zahteve, pridobili povračilo za delo tudi preko dogovorjenega plana v nekaterih dejavnosti, dvignili smo strokovni nivo, odpiramo se navzven, sodelujemo na številnih prireditvah in s številnimi društvi, postajamo učni zavod in tudi vse bolj prepoznavni širše. Hvala za izčrpno poročilo. Odpiram razpravo, prosim. Komentiram. Da je bilo kar precej napora glede finančnih sredstev, ki so se dejansko spreminjala med letom in kakor mi je znano tudi šele konc leta nekako se podpiše pogodba z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, ki potem priznava stroške po neki prosti presoji oziroma glede na razpoložljiva sredstva, tako da je nekako ta rezultat, če ga gledamo skozi objektivno oceno, še na vse zadnje dober. In me veseli tudi, da ni bilo nekih likvidnostnih težav pri delu zdravstvenega doma. Ne bo še kdo komentiral. Hvala za besedo. Lepo zdrav tudi direktorici zdravstvenega doma. Malo prej, ko smo namerno, ko pripravljamo gradivo za sejo, nekako želimo vse subjekte naših zavodov združiti, da se slišimo, ampak žal zaradi objektivnih razlogov, ki ste jih imeli, zaradi zadržanosti na drugi seji niste slišali tudi poročila, pa ga verjetno poznate, tako zdravstveno-reševalnega centra, kakor tudi koroških lekarn, ki je bila direktorica tu in tudi vašega. Seveda je odraz rezultata predvsem to, kar se dogaja v slovenski politiki in na splošno v slovenskem zdravstvu v celotni Sloveniji. Jaz sem prej govoril o
unikumu Koroške regije in zdravstveni mreži in slabem financiranju, predvsem pa tistem, kar bi moglo zagotavljati na enaki meri, tako na periferiji, kakor tudi v centrih. In tu pravzaprav se vidi zdaj izraz tega, kar se je dogajalo tudi v celotnem letu 2017. Vsi smo odvisni pravzaprav od nekaj financerjev, ki je to. In v tem primeru je to Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki pa na svoji blagajni nima dovolj denarja, kot kažejo rezultati. In seveda je izraz tudi tega, da se tokom enega leta tudi v zdravstvenem domu, svojega proračunskega leta, dogajajo tudi stvari, za katere zdravstveni dom nima niti vzvodov, niti moči, da bi karkoli drugače ukrepal. Torej, odprava plačnih anomalij, pa sigurno je tudi direktorica za to, tudi politika občine Vozenica in ostalih ustanoviteljev smo za to, da se plače seveda dvigujejo. Ampak seveda, če nekdo izbori to, da se plače dvignejo, potem je treba tudi poskrbeti za to, kje se bo vzel denar, da se bo stroških plač tudi izplačali. Seveda je kadrovski in pa finančni načrt verjetno sprejemljiv in v začetku leta napovedan enako, kot je tudi plan dela za vsako leto, enako velja tudi na tem zavodu. Je pa seveda žalostno, da koncem leta, ko moraš izplačevati mesečne plače po 12, torej 12 mesecev, poleg vse dodatki, ki jih imaš, regrese, prevoze na delo, nadomestilo za prehrano in tako naprej, ti na koncu pa nekaj zmanjka. In enostavno bi ostalo v letošnjem letu tako, da bi mesec do 2 meseca vsi zaposleni ostali brez dohodka. Če mi direktorica ne bi že tokom leta spremljala dogajanje, kaj se dogaja z varčevalnimi ukrepi tudi skozi tisti del, seveda gre zahvala za uspešno prekrmarjeno leto. Jaz upam, da na koncu leta bojo zagotovili sredstva in odpravili tisto, kar se v letu 2017 ni zgodilo. Torej, da bojo v letošnjem letu nadomestili tisti del in upamo, da bo rezultat, če ne bo zopet kakšnega politične všečnosti tokom sredine leta, da bojo si pač zopet namislili, kaj, dvig plač tem in onim, brez finančne injekcije. Še enkrat poudarjam, vsi smo zadovoljni in veseli in upravičeni so tisti, ki so imeli najnižje osebne dohodke, da so za plačnim anomalijami pravzaprav je bilo to odpravljeno. Ampak še vedno poudarjam, na račun česa in koga. Ali ustanoviteljev, torej zdaj to, kar sem pa poslušal, seveda je pa drugi del tisti, ki ima direktorica in svet zavoda tudi še možnost. V nasprotnem primeru, če zavod posluje z negativnim rezultatom, smo ustanovitelji tisti, ki moramo pokriti izgubo. Torej, tam te pa nihče več ne vpraša, ali Zavod za zdravstveno zavarovanje, ali Ministrstvo za zdravstvo. Ustanovitelji smo tisti, ki bomo morali pokriti izgubo, tako ali drugače. Pa nikogar drugega nič ne zanima. Torej, imamo srečo, da tudi z tržnega dela, ki se trudi zdravstveni dom, da pridobiva sredstva potrebna, pa ne si gre to za oddajo v najem prostorov, koncesionarjev, tudi v našem zdravstveni postaji Vozenice je tako. In ta denar, ki je direktorica omenila, se ne gre tu za eno investicijo v takšni ali drugačni občini. Plan dela in tudi takrat, ko se sestanemo župani z vodstvom zdravstvenega doma, se nekako dogovorimo, kaj bomo z denarjem, ki se zbere strani tržnega dela ali strani tistih, ki plačujejo najemnine za svoje prostore. In tudi v 2 leti nazaj smo se že trudili za to, da bi sredstva zagotovili iz teh zbranih sredstev, ki so na računu zdravstvenega doma, tudi umestili dvigalo v naši zdravstveni postaji v Radljah ob Dravi. Torej, direktorico sem slišal, da je bilo pridobljeno, torej gradbeni del je bil v lanskem letu izdelan, pridobljena tudi vsa dokumentacija, uradna otvoritev, verjetno že tudi bila, če pravite, da funkcionira. Vse to bi želel, da je nekdo tudi z naše občine obveščen o tem, če bo kakšno uradno otvoritev, da ne bomo nekako skupnim sredstvi nekaj vlagali, dali svoj prispevek, pa da si bo nekdo to štel, da je to zasluga samo enega dela naše Dravske doline. No, to bi želel povedati. Enako pa sem vesel in bi morda eno vprašanje, koliko je zdaj
pa to ni nobena skrivnost ob bilanci, ker nisem podrobno, res ne vseh številk zaupam in imamo tudi svojega predstavnika oziroma dva, predsednika sveta zavoda in tudi predstavnika strani občine Vuzenica, gospoda Helbla, v svetu zavoda, ki bdita na tem, tudi me obveščate o stvarih, ki so tam. Smo zelo veseli, da smo skozi skupne razpise nekako uspeli in so se dela tudi pričela v zdravstveni postaji Vuzenica, ker je treba obvestiti, kaj tu pravzaprav počenjamo, ker tudi javnost naša na nek način ne ve, kaj se počenja. To je energetska sanacija zdravstvene postaje v Vuzenici, gre in zopet gre za skupni del denarja, ki ga namenjamo za to, da seveda poleg razpisa javno-zasebnega partnera, ki je vstopil v to mrežo. Veste, da smo se lansko leto pogovarjali, kdo bo nosilna občina, kdo bo nosilec tega projekta. In nosilec tega projekta je občina Muta. To ne pomeni, da občina Muta financira, ampak da je nosilec projekta. Za Radleško dvigalo je nosilec občina Radlje, ni to rečeno, da občina Radlje financira. To je denar, ki je od nas vseh 5 občin Dravske doline po deležih na bilanci stanja zdravstvenega doma. In seveda konkretno vprašanje direktorici, morda informacija, koliko je stalo dvigalo, zdaj veste, da so bile tehnični prevzemi in vse je bilo naredito, verjetno tudi gradbena dela, koliko je to in zanima me, pa verjetno ni to skrivnost, koliko je zdaj, glede na to, da ste morali tudi izplačati plače, bilančno stanje, če povete, koliko je tistega zdaj deleža še v plusu. V masi vidimo, da zdravstveni dom ni v minusu, da ima pozitiven rezultat, tudi na račun tržne dejavnosti, ki se zdravstveni dom zalaga s tem, da svojimi dejavnosti. Se vemo, da glavno so nam pa pobrali, ne tisto, kar je bilo dobičkonosno, so nam pa iz Dravske doline, pa tudi nekaterih drugih koroških delov, torej upravljanje zdravniških pregledov za voznike in tako naprej. Tisto, kar je bilo tržno, so pa enostavno nam odzeli in tega več nimamo. Tukaj je še na trgu kaj preneslo v blagajno zdravstvenega doma. To so nam pobrali, direktorica se trudi z dodatnimi vsebinami, da bi lahko na trgu kaj uspeli, ampak žal bore malo. Taka je pa slovenska zdravstvena mreža. Torej eno konkretno vprašanje direktorica, če ni skrivnost, končna ocena dvigala in koliko je saldo še po 31.12.2017, če ni skrivnost. Lepo prosim. Hvala. Ja, investicija dvigala je znašala 120 000 evrov. Bom rekla tako čisto odkrito, vsega še nismo poravnali, ker je treba še ene male pomanjkljivosti odpraviti in ne želimo, bom rekla, prej poravnati svojih obveznosti, dokler ne bo tudi izvajalec, bom rekla, do zadnje točke, ki jo mi zahtevamo, tudi odpraviti vse pomanjkljivosti. Kar se tiče uradne otvoritve dvigala, še ni bilo, ker še vedno zahtevamo odpravo teh pomanjkljivosti, ampak mislim, da bo v naslednjih 14 dnevih pa naredili eno tako skromno prireditev, uradno predajo. Uradno predajo svojemu imenu, kamor boste vsekakor povabljeni tudi vsi ustanovitelji, člani sveta in tudi drugi. Zdaj, za drugo vprašanje pa... Finančno stanje 31.12. Mislite stanje na žiro računo? Žiro računo ali stanje, bilančno stanje, ki tule ga vamo, prej ste ga sicer nema pravi, da se poje, kako je stanje tudi, ker drugače bo vprašan potem, kako je pa stanje, jaz mislim, da je pravi. Vse ste že v poslovnem poročilu zdaj navedli. Kar se tiče poslovnega izida, smo realizirali negativni poslovni izid, to je 32 709 evrov, medtem ko sredstev na žiro računu smo pa imeli za 120 000 evrov. Ja, tako da, ok. Tako da likvidnostnih težav nismo imeli ne lani, zaenkrat jih še tudi nimamo. Moram pa vsekakor povedati, da je pa treba zelo skrbno in preudarno, bom rekla, načrtovati odlive glede na prilive, ki prihajajo. Če dovolite, samo to, da smo se razumeli, da bo kdo rekel zdaj, ko sem prej omenil, ko je negativno stanje, mora ustanovitelj to pokrivati. Vidimo, zato sem tudi poprašal direktorico, da je stanje na računu plus drugem delu in seveda, če se bomo strinjali s tem, da se del teh sredstev pokrije izguba iz tega naslova, da ne rabimo iz občinskih proračunov pravzaprav dajeti za to. Verjamem pa in to, vsi pravzaprav pričakujemo, da bo iz sredstva, ki so bila na račun tega, kar smo že prej omenjani, prikrajšani v zdravstvenem delu, da bojo v letu 2018 tudi nadoknadene. Verjetno
upamo na dober rezultat, ampak ne, vi se boste zalagali, trudili, koliko se bo dalo, ni pa od nas odvisno, predvsem je to od nekoga drugega, da bo tisto, kar so naložili, tudi izvršili ob koncu vsaj finančnega leta 2018. Torej, jaz nimam kaj druga, mirno to iskrena hvala direktorici za trud, za upravljeno delo v letu 2017, celotni ekipi, seveda za vse in upam, da bo prihodnje leto vsaj tako dobro, upamo pa, da bo še boljše, torej vsi želimo, da bi bilo tudi boljše. Hvala. Povem samo dva stavka. Svet zavoda je skrbno spremljal stanje skozi leto, seveda z svojim suportom poslovodstva, in smo na nek način bili mnenja, da ne glede na to, da so nam se kazali črni oblaki, če tako prispodobim, da ne odstopimo od investicijskih zadevščin, ker bi pač rekli, denarja ni, pa bomo prekinili gradnjo dvigala, pa ne vem to ali ono, ne bomo kupili EKG voznic in podobne zadeve, ampak smo se dogovorili, da bi ne glede na vse probali obdržati vse te investicijske začete, projekte, tudi tista sanacija, ki se je zdaj začela sicer zaradi vremena, ne zaradi ničesar drugega, seveda z razmišljanjem in mislijo, kot je že župan rekel, da bude letošnje leto le mogoče nekoliko drugačno, da ne bo med letom prišlo do nekih finančnih in drugih korekcij, čeprav nisem črnogled, ampak, veste, imam v tem poslu dolgo leta, sem pa, ko se kakšna oblast spremeni, a imamo nove volitve letos, se bojim, da bodo se spet najdli neki novi vatli in je pravzaprav izredno težko že zdaj planirati in razmišljati. Vendar v spregi sveta zavoda in poslovodstva smo mnenja, da delamo dobro, če smo učna delavnica za to področje, pomeni, da smo strokovno dobri, poskušamo nenehno pridobiti tudi standarde za to dežurno službo, ki bi jo lahko potem dvignili na normalni nivo in ne bi rabili toliko suporta občin ustanoviteljic. Čeprav je težko razumeti, ja ne morem razumeti, da nekdo, ki načrtuje finance, ne razume, da v nekem področju ne more zdravnik delati sam, brez sestre, na mrzlem, brez stoka, to ne razumem. Zavarovalnica pa prizna za delo samo plačo zdravnika. Vse ostalo bi naj dal dragi Bog ali ne vem kdo. Mislim, te stvari nenehno opozarjamo, ampak kaj pa vem, ali nekdo res noče razumeti, ker zdaj imam občutek, da noče razumeti, ker če 10-krat lepo pojasniš zadeve, potem imamo občutek, da nekdo noče razumeti. Je že bilo na nek način, nam je bilo že, ne bom rekel, obljubljeno, ampak povedano, da se na tem dela in da lahko se zgodi nekaj drugo, ampak leto je mimo, to ko reče, psi lajajo, karavana gre naprej. Seveda, posledica je potem to, da je poslovodstvo postavljeno pred izredno težki problem, namreč, veste kako je, če plačo ne dobiš, pol stavka, pol ne delaš, če ne delaš, ni prihodka, to je potem se kolo zasuče v negativno smer in to ni dobro. Klima v zdravstvenem domu Radlje je dobra, odlična, sodelavci se trudijo maksimalno, ker če ne bi trudili, ne bi naredili 115% programa, v globalu govorim, in seveda razmišlja z razmišljanjem, da če je klima dobra, da bodo tudi rezultati dobri. In upam, gledajte, prej smo imeli tukaj lekarno, pa je lekarna povedala, koliko je več receptov bilo izdanih in tak naprej. A veste, hotiče, te recepte mogli nekdo napisati v osnovnem zdravstvu, torej v zdravstvenem domu, niso kar tak prileteli, ne vem odkot. Pomeni, da se je standard zvišal,
seveda sredstva so se pa znižala in je normalni sled, da potem nekje ni čisto vse zeleno, ampak je nekje tudi rdečega. Kaj pa osnovna zadeva je, da smo se dogovorili in tudi uspeli, da smo bili solventni, da smo bili likvidnostno korektni in da nismo rabili ne kredite, ne obremenjevali občine ustanoviteljice in da smo speljali poslovno leto tako, kot smo. Hvala. Hvala. Še kdo želi? Kolikor ni, se zahvalim direktorici za poročilo in želim uspešno delo. Predlagam pa sprejetje sklepa, sicer občinski svet sprejema poročilo o delu zdravstvenega doma Radlje ob Dravi za leto 2017 predlagani vsebini. Kdo je za tak sklep, prosim, da ga potrdimo. Hvala, ugotavljam, da je sklep soglasno sprejet. Hvala, gospod direktor. Lep večer še naprej, pa uspešno delo. Glede na to, da je ura 7:13, imam eno vprašanje. Imamo za dokončati 200 točko okrog DIP, pa to pa poročilo župana, pa to, ali nadaljujemo z delom brez odmora. V redu, če se strinjate, pol bi nadaljevali z to prekinjeno 12. točko in sicer na vrsti je DIP, se pravi dokument identifikacije investicijskega projekta, kolesarska povezava med Svetim Vidom in Vuzenico ter navezava na Muto. Pa bi prosil za uvod župana, ali boš Sašo, kar ti je? Jaz lahko morda uvod, pa bo potem podrobnosti Sašo obravnaval, glede na to, da imam pri svojem poročilu in vidite, da sem se tudi vključeval že zdaj pred tem, ko so bili direktorji pa ravnatelji zavodov tu, kaj so bile tudi točke na svetu Koroške regije in tako naprej. Seveda je vodilo k temu, kar smo imeli tudi ob drugem sklicu seje sveta Koroške regije, v mandatu 17-18 v Radljah ob Dravi, kjer smo obravnavali določitev ter potrditev najpomembnejših projektov za uvrstitev v osnutek dopolnitvenega dogovora za razvoj regij Koroške regije. Torej v tistem delu, ko smo govorili, da občina Vuzenica se bo zelo težko prijavljala na kakršnikoli razpis, glede na to, da so vse občine pravzaprav tiste, ki so nad 2000 populacijskim enotam, aglomeracij nad 2000 lahko prijavljale za to, da so lahko pridobivajo sredstva za dograditev kanalizacijskih vodov. Mi tega žal ne moremo in smo bili pravzaprav zelo skeptični, kje bomo lahko to naredili. Najdli smo neke variante in to sicer s tem, da povežemo. To je bil tudi že vrsto let naš pogoj. Torej govorimo o dravski kolesarski poti, od Dravograda pa vse do središča ob Dravi, ki bo potekala in seveda svet Koroške regije je imel prvi dogovor o sredstvih za razvoj regij, tako tudi drugi dogovor, ki smo na svetu Koroške regije nekako dogovorili, sicer ne soglasno, ampak žal, tako je včasih, pač mora priti tudi do preglasovanja. Naša občina seveda se tudi v tej finančni perspektivi nekako našla, da lahko porabi denar samo na dveh področjih. Ena teh je prav kolesarska povezava centra Vuzenice, ki imamo že nekaj kolesarskih poti, glede na to, da se trudimo tudi s tem, da umeščamo v prostor z direkcijo tudi sanacijo asfaltnega dela državne ceste Vuzenica-Vuhred. In sočasno seveda, ko smo govorili o tem in presprejemali tudi proračun za leto 2018, govorili smo o pločniku, seveda pa del pločnika bo tudi kolesarska steza in zato potrebujemo DIP. Torej želeli bi navezavo iz Svetega Vida prek Klanca, celotno tudi Klančina bo zraven upoštevana, torej proti železniškem delu. Strokovnjaki so nam zagotovili, da se da umestiti tudi tam v Klancu kolesarska pot, torej peš pot iz Vuzenice, iz Spodnjega trga, pa vse vzdolž Svetega Vida, strnjenega naselja kot del kolesarske, del pa kot pločnika. Torej kolesarsko pot bi financirali iz tega projekta črpanja evropskih sredstev iz razvoja regij. In pa seveda pogoj za navezavo Vuzenica
Muta in Dravska kolesarska pot, ki bo potekala iz Dravograda proti Radlam in naprej proti središču ob Dravi, torej vzdolž celotne reke Drave. V letošnjem letu bi šla izvedbo. Vemo, da tukaj smo projekte naročili mi, občina Vuzenica, čeprav leži zemljišče na sosednji občini Muta, del sredstev zagotovili tudi v proračunu za izvedbo tega projekta in jaz mislim, da kar hitro se bo izvedba v spomladanskem delu zdaj začela graditi povezava Luršek, Križišče pri Tušu in v tem delu bomo imeli letošnjem letu že povezavo Vuzenico z kolesarsko potjo, ki bo pa direkcija in občina Muta skupaj z tem projektom Dravske kolesarske poti tudi že v letošnjem letu, jaz mislim, nadaljevala proti spodnji Muti in pa Radniški del bi naj bil po zagotovilo direkcije, ki je večinski del financiranja tega prevzel, tudi izvedli. Seveda je pa tisti del, ki takoj po končanju odprtja rekonstrukcije mostu čez reko Dravo v sosednji krajevni skupnosti ali občini Radlje ob Dravi v koncu meseca maja, začetku junija intenzivno delamo vsak dan za to, da bi s projektanti, in to je tudi naša naloga in finančni zalogaj iz proračuna, uspeli umestiti ustrezno cestno infrastrukturo skozi celotni zaselek naše občine, torej državne ceste Vuzenica-Vuhred do meje z sosednjo občino. In bi v letošnjem letu želeli, da bo tudi ta izvedba šla. Sočasno bomo mi pa seveda z kolesarsko potjo in pa pločnikom, koliko imamo finančnih sredstev v letošnjem letu, želeli umestiti pločnik, kolesarsko pot, torej z delom robnika, ki bi ločil cestišče od drugega dela, torej kolesarske ali pločnika. Oni oddelajo svoj del na asfaltnem delu, mi pa v naslednjih letih po finančnih zmožnostih dokončamo pločnik ali kolesarsko pot. Torej kolesarska je tu dokument pripravljen, morda Sašo še na kratko kaj strokovnega vidika, jaz na splošno povedal, za kaj gre. Gre pa že kar dobršen del, kar kilometrih razdalje, no? In ta dokument bi treba bilo danes sprejeti, da lahko nadaljujemo z tem delom. Izvoli, Saša. Se pravi, pred vami je dokument identifikacije investicijskega projekta, kolesarska povezava med Svetim Vidom in Vuzenico ter navezavo na Muto. Ta dokument so pripravili na RRA Koroška, gospod Rozman, ki tudi drugače usklajuje dela na tej dravski kolesarski poti, je kar, ga moramo kar pohvaliti, no, je kar strokovnjak na tem področju in se vidite tudi dokumente kar dobro pripravljene, razvidni, hkrati pa tudi kar strokovni. Zdaj, župan je že govoril o okviru, iz katerega črpamo sredstva, se pravi vzhodna kohezijska regija, dogovori regij in med temi točkami v tem dogovoru so tudi izgradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti na prednostni naložbi 4.4. Se pravi, tu se napajamo, iz teh sredstev prijavljamo ta DIP, ki je zdaj v tem trenutku tudi na preverbi na ministrstvu. Zdaj, ta DIP je, če malo ste ga pregledali, struktura taka, da prvih, tako rečem, 20 strani je bolj kot ne opisovanje strateških usmeritev, s katerimi usmeritvami morajo biti ta naložba v skladu, se pravi, predvsem je tu povezovanje, tu imamo Muto, Vuzenico, navezovanje na neke regionalna središča. Pol pa, če recimo, da vse bolj naprej preletimo, se znajdemo na strani 21, ki je, se mi zdi, da ključna za razumevanje tega projekta, se pravi opis lokacije. Ta projekt smo razdelili na 3 odseke. In sicer prvi je navezava Dravskega mostu, se pravi na drugi strani Drave, na občini Muta, pravi ureditev navezave Dravskega mostu na načrtovano kolesarsko stezo v občini Muta ter državno cesto v Vuzenici, se pravi tudi povezavo preko mostu. Ta je v bistvu manjši del investicije, vreden cirka 80 000 evrov. Potem je odsek 2 med Vuzenico in Svetim Vidom, ureditev kolesarske povezave v državni cesti tu gor, od konca naselja Vuzenica
in do začetka naselja Sveti Vid v dolžini cirka 400 metrov. To je tudi najzahtevnejši del, se pravi umestiti moramo ta koridor kolesarski na ta ozki del med skalami pa železnico. No. Tako da tehnično se zdaj še s tem ne ukvarjamo, tu je neka ocena investicije, ocenjena je na cirka 310 000 evrov, sledili bojo pa pol projekti za izvedbo, ki bojo pa to detaljno opisali. Odsek 3 je pa znotraj naselja Sveti Vid, to pa se upada za to obnovo državne ceste, se pravi v dolžini 1,3 km, kjer bo urejenih cirka 900 metrov ločenih površin od ceste. Ne. Kot poznamo Sveti Vid, na vseh lokacijah kolesarska steza ne bo mogoča, ker je nekje preozko zaradi poselitve, zaradi drugih dejavnikov. Mi se trudimo na čim več lokacijah spraviti to širino pločnika skozi in tu je nek tak načrt, se pravi ta odsek 3 pa bo vreden cirka 145 000 evrov. Pol so še tu projektna dokumentacija, geodetski posnetki, informiranje javnosti, se pravi ti manjši stroški in skupaj znese ta investicija kar velikih 665 000 evrov. Zdaj, seveda, dobra stran tega je, da nam razen neupravičenih stroškov, pri katerem mislimo predvsem na DDV, se pravi 22%, ostalo pa je tu predvideno v celoti pokrivanje strani Evropskega sklada in pa Republike Slovenije. Se pravi, 22% zagotovi občina sama, ostalo pa zagotovimo iz tega vira. Pristopimo k temu že v letošnjem letu, to so načrti, upamo, da se bojo ti dogovori in pa postopki na ministrstvih dogajali dosta ažurno. Se pravi, koncem leta naj bi pristopili k izdelavi projektov za izvedbo in v letih 19-20 k sami izvedbi. Potrebno bo zagotoviti soglasja, zemljišča, izbrati izvajalca in pa seveda to upravičiti pri ministrstvu. Zdaj tu niso neki razpisi na ministrstvu, da bi kandidirali z drugimi projekti, ampak so to že neka zagotovljena sredstva v okviru tega dogovora, ki ga je vodila RRA. In kolikor bo ministrstvo to prepoznalo, ta projekt kot primeren, mislimo, da se bo zgodil. No? In seveda ga priporočamo, da svet sprejme ta DIP, je kar natančen, opredeljuje tako lokacije kot finančna sredstva, tako da mislim, da zaenkrat v tej fazi je kar tisto, kar naj bi bilo razkrito, je razkrito in lahko suvereno odločate o sprejemu tega DIP-a, ki ga seveda mi priporočamo v sprejemu. Hvala. Odbor je obravnaval, pa prosim za stališče. Tudi jaz, odbor je to obravnaval, vidim, da je to zelo pozitivno, predvsem glede širitve ceste in peš poti proti Šentvidu za varnost kolesarjev in pa tudi pešcev. Ko sem zdaj pos odboru o tem razmišljal, to smo rekli do Šentvida, bo ta kolesarska pot šla naprej. Ne. Navezava Sveti Vid, Dravska kolesarska pot prek mostu. Vemo, da po Uzenici smo že v preteklosti ene odseke gradili. Radi pa poudaril samo to, da sredstva, ki so v dogovoru za razvoj regij možna, smo si nekako občine po deležih razdelili po številu prebivalcev. Toliko nam pripada v Uzenici in ta sredstva za vzhodne kohezijske regije in naš dogovor 12 občin je možno izkoristiti samo za izgradnjo kolesarke in dela, kar bi zdaj pred svoje točki tudi povedal, umeščanja obrtne cone za infrastrukturo, torej na tem odseku livarna, podjetje Biol in tako naprej. Samo ta dva vira imamo možnost prijave, v ostalem primeru bojo sredstva ostala ostalim občinam v regiji in občina Uzenica nič od tega ne bi mogla počrpati. Zato ga trud in ves denar, da mi nekaj naredimo, ta denar ostane tu. Če bomo uspešni, kot je Sašo rekel, 100% pokritost črpanja sredstev razen DDV, torej tisti strošek je občine, vse ostalo bomo
po zagotovilih uspešno lahko črpali. Torej, zaradi tega tudi številke tako visoke, tudi z lastnimi sredstvi si tega, veste, ki je lokacija, spodnji trg, pa vrh Šentvida, samo po klancu premostiti to zagotovilo strokovnjaka, ki so mi rekli, da to gre, narediti, da tudi v sosednjih državah imajo to sicer investicija draga, ampak upravičenja pa verjetno to ne bo za 10 ali pa 20 let, ampak to, če je zdaj možnost, ja. So pa ene občine, ki sploh ne bojo mogli črpati nič. Torej, konkretno naše sosedje, pa ne bi rad imenoval, nič od tega ne bojo mogli počrpati, ker nimajo možnost navezave na glavno kolesarsko dravsko pot, investicije v kanalizacijo ne grejo zaradi razseljenosti podeželja, aglomeracija, pod 2000 od mi za kanalizacijo ne morajo. To so bile izhodišča, kje se lahko prijavljaš. Mi smo se tu najdli veliki napari, da smo se najdli, kje bi lahko tu, seveda je veliko strokovna pomoč strani RRA je bila, dogovor strani regije je bil uspešen, prvi in drugi. Moramo reči, da smo prvi v Sloveniji, ki smo uspeli to dogovoriti. Ko se s kolegi župani iz Pomorja, z drugega dela Slovenije, z zahodnega dela pogovarjam, še sploh nima. Mi imamo pravzaprav že drugi dogovor razvoja regije. Kaj še s tistimi sredstvi, ki ostajajo, kako bo še ostale občine lahko to počrpati. Mi imamo te dve možnosti in jaz upam, da bomo jih uspešno izkoristili in počrpali sredstva v tej finančni perspektivi 14-20 pravzaprav. Plus 2 leti. Hvala, še kdo? Kolikor ne, smatram, da v skladu z razpravo in pa z stališčem odbora dam na glasovanje sklep, in sicer sprejme se dokument identifikacije investicijskega projekta kolesarske povezave med Svetim Vidom in Vuzenico ter navezavo na Muto v predlagani vsebini. Kdo je za sklep, prosim, da ga potrdimo z dvigom rok. Hvala, ugotavljam, da je bil sklep soglasno sprejet. Še ostale zadeve obravnavane na odboru, gospod Helbl. Jaz bi samo povedal, zdaj glede to, da je odbor obravnaval tudi pokopališko dejavnost, ta odlog bo verjetno na naslednji seji, tako da niti ni potrebno zdaj, kam bomo takrat pol vključili. Ja. Izvoli. A jaz? Ja. Ali bo Sašo še kaj povedal? Ne vem, a še imamo sploh kaj za svet. Odlog, mislim, odbor je še podrazno obravnaval dve stvari, in sicer glede ureditve ceste na Šentvidu proti številstvu mest, da se je ta cesta uredila glede na promet, ki je tam in delovna mesta, ki so na tisti lokaciji. Odbor to podpira, seveda pa tam neki tehnični problemi nastajajo, ki jih pa naj občinski organi čim prej poskušajo rešiti, kar se bo najbolj ugodno rešiti. Skratka, odbor to podpira. To je bila, pole še dejansko drugih stvari pa ni bilo. Hvala. Prehajamo na 13. točko, to je poročilo aktivnosti župana, oziroma zdaj ponovim 12. točka. Ja, hvala. Bom poskušal biti kratek, ker je od zadnje seje od decembra pa do marca bilo veliko dela. Zdaj, če bom vsega našteval, bom verjetno prekoračili čas, ne samo to pauzo, ampak celotne 4 ure, ki imam. Torej, povzel bi samo tisto najbistvenejše, torej, poleg seveda aktivnosti, ki jih imajo Sveto-Koroške regije, ki ste nekaj že govoril o tem, do sklica komunalnega podjetja, zaključnem računu, kar bomo imeli na naslednji seji že poročile, in tam bomo zopet povabili vse tiste, ki nekako sovpadajo, podjetje Kocerod, javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi in tako naprej. Pri teh poročilih bi potem še jaz tudi svoje stališče okrog sklepov, ki smo jih imeli in v Kocerodu in v javnem komunalnem podjetju, kjer smo obravnavali poročilo za leto 2017, ki ga boste seveda ob sklicu za naslednjo sejo sprejeli. Imeli smo tudi sklic problematike sofinanciranja skupnega občinskega urada v mestni občini Slovenj Gradec, ki veste, da smo tudi mi izkoriščali to strokovnost skupnega občinskega urada, kar se tiče tudi medobčinskega redarstva, predvsem pa pisarne za pripravo projektov. Torej, nova naloga in financiranje strani
države do občin je žal ta urad več ne bo sofinancirala, subvencionirala, zdaj je bilo to 50% zaposlenih tega urada. Seveda so druga izhodišča za to, glede na to, da pa letos ta urad še dela za nas in že v letošnjem letu več sredstev za ta namen ne bo. Torej naša odločitev je, ali smo še v tem skupnem uradu, ali še potrebujemo to, ali ne potrebujemo. Moja sicer mnenje je, da skupni urad za pripravo dokumentacije smo potrebovali, dobro ga izkoriščali za namene, ki smo ga imeli, predvsem pri pripravi kakih dokumentov, črpanje tudi kakih sredstev, ki smo jih imeli. Torej, jaz moram reči, da delo urada ocenjujem kot dobro, zdaj tega več ne bo. In seveda se bomo mogli v kratkem odločiti, ali želimo še biti v skupnem organu po drugačnim formiranim stvarem. Zdaj tam bo tudi financiranje precej drugačno, želijo nas še malo bolj združiti. Zdaj oblike, za kje se bomo najdli, jaz sem tudi v občinski upravi dal nalogo, da vidim, kje se najdemo, koliko sredstev namenjamo za sedanje ponujene priložnosti za sofinanciranje z občinskega proračuna, ki smo imeli nekako, ne vem, na zadnjih 10 letih, če se vidimo smiselnost, ali se priključujemo zopet organu, financiramo en del z občinskega proračuna, drugega pridobimo, ali pa to delo, ki ga bomo potrebovali, iščemo na trgu. Torej, finančno me zdaj zanima, koliko smo imeli v preteklosti, koliko načrtujemo v prihodnosti. Če se to finančno vidimo, potem bomo verjetno zraven, če ne bom predlagal, da pač žal izstopimo iz tega organa, pa več ne zaradi tega, ker pač zdaj smo videli eno veliko priložnost. Imajo ene občine še večji problem, ki so imeli tudi dodatno komplet 100% sofinanciranje. Poleg skupnega organa še zaposlene v skupnem organu in so delali dotično za ene občine, tam bo zdaj 100% pokritost tistih strani občin. Tu se moraš pač zdaj odločiti, kaj boš. No, jaz bom to proučil, kakva je možnost, vas informiral in seveda bo odločitev skupna, ali smo še v skupnem delu ali pa nismo več. Zdaj tisto, kar sem govoril o dogovoru o razvoju regij, seveda sem z tem DIP-u, torej dve možnosti sta, in sicer ta kolesarska povezava šolskega centra, te industrijske cone Muta z naseljem Muta, Vuzenica in pa Gortina, to je tisti drugi del, ki se tudi v tem razvoju za dogovor o regiji gre. Kolesarska povezava med Vuzenico in Muto, to je tisti del, ki se bo zdaj izvajal, tisti del smo tudi nekako že tudi finančno ovrednotili in ga tudi že podpisali sosedno občino Muto, ki je izvajala zdaj razpis za izvajalca in izvajalce izbrani bomo tudi v kratkem začeli s tem delom, da to priključimo. No, tretji del je pa tisti izgradnja sekundarnega voda za odvajanje odpadnih voda za industrijsko cono Vuzenica v naselju naše obrtne cone, ko sem že prej navedel, livarna, podjetje Biol v tistem delu, da bomo nekako kanalizacijsko omrežje poskušali črpati ta sredstva in to tudi prejeti. No, v Dravskih elektrarnah je z letošnjem letu tudi se upokojil dolgoletni direktor uprave, gospod Pozep in novo vodstvo, s katerim sem se želel tudi srečati in s tajnikom uprave smo šla tudi na sedež Dravskih elektrarn, kjer smo se pogovarjali o tem, kar ste tudi tu, Matjaž, kolega Matjaž, enkrat lansko leto podal mnenje o tem, o odkupu morda kakšne parcele znotraj elektrarniškega naselja, tiste, ki so v lasti še Dravskih elektrarn. Seveda so pogovori tekli v tej smeri, kaj bi občina bila zainteresirana, kot ima predkupno pravico za nepremičnine v našem območju občine Vuzenica in seveda smo zdaj nekako dogovorili o ciljih, kaj bi občina imela interes, kaj občina nima interes za odkup. Enako velja tudi za objekt keglišča, ki bo tudi v prodaji, torej vas informirati, da moram reči, da zelo pozitivno mnenje sem dobil v sodelovanju tudi novega vodstva Dravskih elektrarn z občino, tako da bomo v prihodnje tudi predlagali in seveda letošnjem letu nimamo proračuna sredstev za odkup, tako da bi predlagali, da se bo v naslednjih letih vršilo to. Vemo, da tega mandata tudi sam nimam, nimate vi, letos so lokalne volitve in seveda pogovori grejo pravo smer, načrtuješ smer, ko bo pa stvar zrela, bomo pa lahko tudi finančno ali pa bojo finančno vrednotili v proračunska sredstva za 19 in pa
20 za odkup zemljišč in pa seveda predvsem vsebino tega, zakaj bi te zemljišče uporabljali. Nekaj teh je bilo tudi navedenih. Tako da vas obveščam, da je bilo uspešni pogovori strani Dravskih elektrarn, seveda z pozivom tudi na to, da vlagajo sredstve za obnovo območja ob reki Dravi, torej odličen del tule mimo mostu proti spodnjemu trgu, ampak vemo, sem upozoril tudi zajede že, ki so vzdolž reke Drave proti spodnjemu trgu, da jim treba tudi tam, da se Dravske nekako zalagajo s tem, da bojo pravočasno preprečile ogrožanje stanovalcev v tistem delu, ko presega že mejo Drava sveta Dravskih elektrarn in posega z v lastništvu, tako da tu sem jih malo in vidim, da bo tudi tam en resen pristop. Seveda, veste, da se je za kratko ustavilo tudi delo vodooskrbe kot največjega projekta v Dravski dolini. Imamo največji problem še vedno financiranje strani države. Od lanskega leta nam je ostalo okrog 4 milijone odprtega sredstev, torej govorimo o skupnem projektu, ne samo nam, tudi ostalim občinam, ki jih država svojega deleža ne daje. Seveda nekaj je napak z strani nadzora, strani izvajalcev, poročanja. Veliko je zdaj pa oganke ali je denarja v lanskem letu zmanjkalo državnega dela, da nismo dobili, tako da mi smo recimo pri 19. situaciji dobili smo pa plačano, mislim, da zadnjo 13. pa 14. Torej od 14. do 19. 5 situacij niti ni še zagledal luč sveta in seveda izvajalec upravičen nobenti, da nima plačanih del, katere je korektno prav. Mi svoje deleže plačujemo, tisti delež, ki ima občina, ne moš pa 100%, tisti del, ki je pa sofinanciran, to je pa preko 80%, pa žal. V lanskem letu smo nekaj splačali, občina Vuzenica za 2 situaciji, smo potem tudi uspešno tiste 2 dobili, nadomestilo za ostalega pa zdaj ni. Seveda zdaj se trudimo še pri pridobivanju zadnjih gradbenih dovoljenj za zadnjo fazno izgradnje, predvsem navezave Vuzenica na Muto. Ker gre tu za zemljišča, ki so v katastrsko občini Muta in lastniki so z občine Muta, imamo kar težke pogajanje. Zdaj seveda tukaj zahtevajo tudi določene odškodnine. Dogovorjeno je bilo že prejšnji teden, da se podpiše, zdaj zopet ni do tega dogovora prišlo. Zdaj imamo plan B, tajnik uspešno, moram reči, išče tudi alternativo, vedno moraš imeti plan B, če ne gre A, mora biti B. Mi moramo čim prej vložiti za gradbeno dovoljenje, da bomo lahko dokončali projekt vodooskrbe tudi s povezavo na občino Muta, torej prav do zgornjega dela občine Mute, do centra Mute moramo mi prepeljati vodovod. Drugače pa dela potekajo po terminskem planu, gradi se že vodohram, to se je v zimskem delu kar dobršen del pripravljal. Nadaljujemo sedaj po delu Svetega Vida in pričenjamo z deli tudi dokončanja na Planinski ulici. Sočasno bomo tam, veste, da smo tudi proračunu namenili sredstva, gradili kanalizacijski sistem, enako, ko smo v Zgornjem trgu delali, gre še za Planinsko ulico. Enak del bo pa v kratkem počel tudi z delom, ko bojo doli občani obvestilo na delo Mladinske ulice, Splavarske Mladinske ulice, tisto greš v letošnjem delu tudi izvedbo. Smo pa tudi že prečeli in ste dobili tudi nekateri občani že obvestilo o posnetkih greznic, torej pripravljamo tudi za naprej v območju zopet na Mladinski ulici, vaš del pa stoje na tisti del tam, da pripravljamo tudi za naprej, kaj v prihodnjem letu, kakve so navezave, da zdaj, ko enkrat razkopljamo stvari, da bomo videli tudi višine vaših greznic, iztoka meteornih in fekalnih voda, da bomo lahko že zdaj navezali projekt, ki ga delamo z vodovodom, na navezavo kasnejših investicij. Upam, da bomo uspeli z temi razvojem regije in da bomo vzdolž reke Drave od Livarne pa vse do objekta Hute pripeljali tudi kanalizacijo iz obrtne cone, seveda z gravitacijskim vodom, da ne bomo rabili dodatnih črpalk. Upamo, da bo nam to uspelo, seveda zdaj se projekti pripravljajo, je pa to pogojeno tudi z našo industrijo, z podjetniki, ki so tam in tudi njihova zaveza bo morala biti, da bo podjetje obratovalo, da bo dodatno zaposlovalo, torej kadrovski načrti, ki so povezani s takimi razpisi, so v glavnem kar močni.
Precej proslav je bilo tudi v letošnjem letu. Začeli smo z Zidanško brigado. Zahvalo se bi predvsem vsem tistim, ki so pomagali organizirati turistično-športnemu društvu Sveti Primož na Pohorju Šentjanč, planincem, vsem domoljubom, torej, ki so prihajali tam, praparom, propoščakom, direktorici naši, ki je vodila so stvar operativno, seveda pa članom Združenj borca, ki so tudi krovni tisti, ki so, in pa koordinatoru, gospodu Ladinek, Bogdanu se bi zahvalil, že vrsto let se trudi, da je vsaka proslava bolj uspešna, da je obiska vedno več. Seveda smo praznovali dan žena, pusta, 8. februar, kulturni praznik. Je pa največ zdaj v teh mesecih seveda zaključnih poročil, ki smo jih danes nekaj tu slišali, strani zavodov, ki smo ustanovitelji. So pa tu naša odlična društva, torej sam se udeležujem vseh zborov, članov ali pa občnih zborov. V kratkem se bojo končali v tem mesecu in moram reči, da izredno delo, ki ga upravljajo naša društva na celotnem območju in na različnih področjih, so lahko samo vredni pohval, kajti brez društv, brez toliko pripadnosti, toliko prostovoljnih ur, seveda si tudi lokalna skupnost ne more živeti tako, kot živi. Pa verjamem, da se lahko zahvalim tudi vašem imenu, da številne prireditve, ki grejo pravzaprav v tisoče ur prostovoljnega dela, ki ga upravijo za to, da celotno območje naše na vseh področjih živi in seveda se jim v tem imenu tudi zahvaljujem za upravljeno delo in seveda jim želim, predvsem tistim, ki prevzemajo pomembne vloge kot predsedniki, kot člani upravnih odborov, ker morajo svojim imetjem s tem, kot bi jih zavezal, da imajo družbo z omejeno odgovornosti, torej kot delniška družba, nastopajo, da jamčijo tudi svojim imetjem za dobrobit svojega društva, za delovanje društva in seveda je na nas občinem, da tudi skozi razpise pomaga in letos je tudi tako, da skozi razpise pomaga za nemoteno delovanje vsem društvom in pa tudi skozi tista sponzorska sredstva ali tista, ki delimo ob določenih prireditev, da jim pomagamo pokriti vse materialne stroške za delovanje prireditev, ki so pa pravzaprav namenjena občanom, občankam in pa tudi tisti, ki pridejo s pridom obiskati naše prireditve in še enkrat iskrena hvala za to. Torej, to je glavnina tistega dela, ki smo oddelali, seveda je pa tu še ostalih trudov, zato vemo, da se je začela zdaj tudi končno sanacija državne ceste Vuzenica-Dravče včerajšnjim dnem in bo dokončana do 15. maja. Sočasno s tem bo občina tudi pomagala. Seveda, veliki trud je bil za to, da se je stvar začela, da se bo dokončala. Ta cesta že kliče po obnovi prek desetletja razpadena. Zdaj v dolžini 1,4 km bo do 15. maja nastalo novo cestišče, nova asfaltna prevleka. Občina bo pristopila z zemeljskimi deli, toliko da bomo umestili tudi del naselja, ki je povezan in Vuzeničani radi uporabljajo za sprehajalno pot proti Dravčam, javno razsvetljavo, ampak samo v zemeljskih delih, vse ostalo bomo načrtovali v naslednjih letih, kajti denarja v proračunu za to tudi nimamo toliko namenjenega. Največji je pa zdaj zalogaj moje in občinske uprave za to, da pogovori z občani Svetega Vida za umeščanje cestišča, ki bi naj bil v asfaltnem delu širok 5 metrov poprečno, plus kolesarska in pa pločnik. Zdaj tu bo velika skrb in seveda dobršen mer sodelovanja občanov in občank, da bomo lahko tako traso cestišča umestili iz Vuzenice proti Uhradu v dolžini 3,5 km. In jaz upam, da nam to uspe in da tudi v letošnjem letu že ta del saniramo državne ceste in potem bi pravzaprav po Vuzenici razen enih 100-metrskih pasov od Livarne proti železniškemu prehodu in seveda drugi del, ki je pa državne ceste iz Dravč proti Trbon, ki je še v makadamskem stanju in prav jutri imamo strani direkcije obisk in jaz bom popeljal ljudi na ta del, da glede na to, da se tu izvaja že dela, da je popolna zapora tega cestišča, da je edina obvozna pot proti Trbonjem in tam je stanje, ki sem ga danes prevozil, nevzdržno na državni cesti, osip cest in tam bo zdaj glavni obvoz. Jaz upam, da se bomo jutri dogovorili in da bomo morda celo dela za kak teden tu ostajamo, da se tista cesta prvo
uredil do take mere, da bo sploh možno izvajati promet ob popolni zapori tu. To je nekaj glavnih aktivnosti. Glavno bo še prišlo zdaj v tem delu, ko se začenjajo tudi tiste postavke iz proračuna za investicije. Zima nam ni bila naklonjena, moram reči, mesec februar je bil finančno zaplužanje, posipavanje in vzdrževanje cest takšen, kot je samo en mesec je tako, je lansko celo leto zimsko vzdrževanje pravzaprav zajelo sredstva, ampak ni to samo občini Uzenice, župani se nekaj med sabo pogovarjamo, da je nevzdržno in pravzaprav o tem bi lahko govorili tudi in jamrali na ministrstvo, da je to naravna nesreča in bi seveda, glede na to, da nismo enakopravni pri financiranju. Pa sem zdaj gledal eno statistiko, padavin v zadnjih desetletjih na področju Ljubljane, rad izpostavljam Ljubljano, ker tam imajo tudi ministrstva rajši financirane takih velikih projektov, tudi če nimajo OPN-ja sprejetega. Padavine v Ljubljani in padavine na drugih območjih, tudi Koroške. 40% je več padavin tu, torej ko je več padavin, mora občina tudi več sredstva namenjati za vzdrževanje cest, moramo ljudje tudi več porabiti za kurjavo, za elektriko in tako naprej. To je en podatek, ki je zastrašujoč in seveda zdaj, ko smo pod mus morali tudi mi dati obvestila o zapori makadamskih cest v tem obdobju 10 dni, dokler se ceste ne posušijo, žal tega po zimi nismo naredili, zdaj pa je bilo nujno potrebno, da to naredimo, kajti zdaj, če spustimo v 2 tednih tovornjake na cestišče makadamskega dela, bo tako cestišče uničeno, da vprašanje, če bomo v letošnjem letu lahko sploh to sanirali. Jaz vidim, da ljudje to sprejemajo z razumevanjem, imeli so možnost je to odpeljati v najkrajšem času, ko pa najhujše se posušile, bomo pa seveda odprli ceste. Toliko za enkrat, hvala lepa. Prehajam na naslednjo točko, to je vprašanje in pobude svetnikov. Dovolj, prosim. Hvala za besedo. Rad bi sam glede na moje vprašanje oziroma izpostavil sem problem na prejšnji seji dovoz odpadkov v gostinci in vseh ostalih pravnih oseb na ekološki otok. Me zanima, kak je bilo rečeno, da se pozvalo javno komunalno podjetje, pa me zanima, kak je bil odgovor. Ja, hvala. Zdaj, ne da sem presenečen, moram se upravičiti, da nimam pisnega dela dopisa, ki sem ga z komunalnega podjetja, smo ga pisno naslovili in smo dali pisni odgovor. Če lahko jutri v pisni obliki, bom pa tudi magari ga objavil na spletni strani, kak je bil odgovor na pobudo kolega Stojana, ki ga naslednji seji, ampak mislim, če pa bomo pa jutri že pisni odgovor dali, kaj so dali komunalno podjetje na to, mi smo opozorili, kaj se dogaja, pa tudi je prišel pisni odgovor, ki mene sicer ni zadovoljiv, ampak naslednja seja bo tukaj direktor komunalnega podjetja in bomo take stvari verjetno tudi lažje razčistili. Z dopisovanjem vidimo, da ni nekega uspeha. Ni samo tam se dogajalo, tudi tu pred blokom je zdaj kup stvari, če ste spremljali, celotno pohištvo in zopet smo mi tisti, ki odgovarjamo občina, mi upozarjamo komunalno podjetje, stanovanjsko podjetje, ki je upravljalec stanovanja, vemo, kdo je ta dal, ampak nekdo drugi mora ukrepati. Župan ne more z ukrepi, ki jih ima, nalaga komunalnemu podjetju, službi, ki upravlja to dejavnost, da poskrbi za ekološke otoke, za smetnjake, za smetje. To so stvari, ki so, če dovoliš, morda na naslednji seji tudi s pisnim odgovorom in tudi direktor, ko je prisotno, da se bomo lažje o teh stvarih pogovarjali. Ta stvar se še vedno dogaja, ja. Še vedno vozite čez zdravo, Inko Pušnik. Ja, hvala lepa. Dve zadevi sicer imamo, ampak v glavnem je župan že omenil pred hodjem izvajanjem, ampak na nek način še skoraj dal celotne odgovore, pa vseeno. Ravno danes so začeli z obnovo ceste proti Dravčam, zdaj tam je predviden rok nekje do sredine maja, kar se mi zdi kar dosti in če iz tega sklepam rečem, da mora biti zadeva potem narejena tak, kak mora biti, ne. Bi pa rad vseeno pozoril, sicer si že sam rekel, na tiste dva odseka, ki sta iz tega projekta odpadla, ta 100-metrska oziroma 150-metrska odlivarna do železniške proge in pa konc naselja Dravče, kjer je bilo rečeno, da se bo pač to uredilo v sklopu rednih vzdrževalnih dela, ne, in bi to res prosil, če je le možno, če boste jutri tukaj, gledajte, da se nekje dogovorite, da se še to v spomladanskih mesecih uredi. Druga stvar pa je seveda potem trasa naprej od konc naselja Dravče proti Trbonjem, tako, kak si sam rekel. Makadamski del v eni redkih državi še državne ceste, da ne govorimo o kakem stanju je, to se pa zdaj še to bolj vidi, ko se ta promet preusmeri, no, ampak
se strinjam s tem, kar se rekel, če imajo možnost za kaki dan prekiniti tole, se v osnovi porihta tisto seveda z makadamskimi materijali, tam se zdaj ne bo asfalt polagal, da bo vse normalen promet po uvozu tekel, potem pa planirati za naprej, da se ta zadeva spravi v celoto. To je ena stvar, drugo, kar si pa rekel, ja, res je, da smo zdaj tudi mi dočakali to omejitev za tovorna vozila na naših lokalnih in pa gozdnih cestah makadamskih, kjer so pa razmere trenutno res take, da je to enostavno drugače ne gre. Mi smo uspeli do pred kratkim pravzaprav zagotavljati to prevoznost, tudi z nekimi najnujnejšimi posegi v mesecu januarju, da smo jih naredili takrat, ko v bistvu so razmere to dopuščali in na ta način omogočili lastnikom gozdov, predvsem lastnikom gozdov, da so lahko na nek način nemoteno odpravili te posledice vetroloma in pa spravili ta les v promet. Takrat je imel še ceno, potem se je trg zaprl in tisti, ki so jim to takrat prepovedali, so v bistvu naredili veliko škodo. Mi smo bolj kot ne se tega rešili, tisti, ko je imel namen, pa tisti, ki je se lotil zadeve, je bolj kot ne to lahko naredil. Bi pa rad nekaj rekel, da bi se sedaj, ko je ta odjuga, da bi se pač na nekaj način evidentirala, označila ta najbolj kritična mehka mesta. Zaradi tega, ker potem se tu zadeva posuši, pa se več toliko ne vidi, potem pa v prvem večjem nekem deževju ali pa neki mokroti spet pride do nekih problemov, da se to označi in da potem dejansko, ko bojo pač razmere to dopuščale, da se pač na nek način lotimo najprej sanacije teh zadev, potem pa seveda vsega ostalega. Toliko. Ja. Na mene pritiskajo, na mene vedno naslavljajo spodno trčanje, pač prošnje ali kako bi že temu rekla, zaradi tega prometa povečanega. Zdaj po zimi je bilo malo, če lahko rečem, malo bolj mir, zdaj spomladi se je pa začelo intenzivno, se mi zdi, da se kar bolj vidi, da je spomlad. Seveda je promet je hud čez Šentvid, pa čez spodnji trg. Izpostavljen je bil tale ovinek, tu Biol, Vrtinek, pa tu Sent, ja, ta ovinek, ki je pač kritičen, pravijo, zaradi, ja, pač tukaj vozijo otroke, pač vodijo otroke v konc te pešpoti se, tam se konča pri Vrtineku. Ja, in bolj kot ne so izpostavljeni tisti, ki otroke vodijo v vrtec zjutraj v šolo in pa potem nazaj. Zdaj jaz vem, da promet je, pa še bo, dokler bo ta most v obdelavi v Vuhredu, mogoče se bo potem malo promet zmanjšal, ampak če lahko kaj mogoče zdaj trenutno, ne vem, karkoli se bi dalo narediti, ne vem, vete. Jaz sem samo to izpostavila. Kritično je, to vemo. Ja. Zdaj, če lahko rečem, tudi mene so že kar nekaj jih obvestili nazadnje, mislim, da bi gospod Slemnik bil okrog tega in smo se pogovarjala. Dejstvo je, da takrat, ko smo gradili ta pločnik, ni prišlo do pridobitve zemljišča na tem delu, se pravi od šole, tu imamo, dokler je ta pridobivšče, potem pa tam do bivšega Holderjana, kako se že pišejo, je Vrtinek, je ta mrtvi tok in pa potem sta še dva odseka naprej, se pravi tu nasproti trgovine, pri Grilu, tam tisti del, ki je tak kritičen in pa še potem konc spodnjega trga od Tišljarja do Zapornic približno. Zdaj, mi smo sami imeli že več aktivnosti tu okrog tega, tudi konkretno z cestnim podjetjem, pa z vodjo enote in pa to smo si že ogledali, tudi predlagali, da bi se nekaj saj brisalo glede teh nevarnih mest, tako da bi se saj malo dala možnost pešcem, da grejo po tistem delu ceste, kjer je nevarno. Seveda je tu pač verjetno si oba županom prizadevamo, da bi prišlo v nekem roku, ker to je dejansko taka nevralgična točka, ki je pač ta prometna ogroženost verjetno najbolj izpostavljena v celotni Vuzenici, vse kar se tega naseljenega dela tiče. In zdaj neka kratkoročna rešitev je težka, možno
bi bilo nekaj načrtovati, no, verjetno bomo mogli dati v eno tako strategijo, noter tudi ta del. In pa ponovno, jaz vidim, da bomo s svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu to obravnavali, tudi predlagali neke rešitve in pa ponovno šli za določenimi predlogi na DRSI in pa na cestno podjetje, da se vsaj neka dodatna omejitev ali pa tudi kakšna druga rešitev v tem smislu najde, da se pač zagotovi večja varnost pešcev. Tako da tu bomo, sem si jaz zadal in tudi gospodu obljubil, da bomo v čim krajšem času to tudi obravnavali in pa sprejeli neke predloge. Res pa je, da smo že veliko na tem delali, ampak rezultatov pravih ni. Zdaj pa posebej to še ogrožujoče, ker je začela na veliko delati betonarna in pa ves ta promet iz Vuhreda pa Ribnice je preusmerjen na to cesto in je še toliko hujše stanje. Zdaj, če si zadovoljna z odgovorom. Hvala. Max, ti si se še. Max, prosim. Ja bi samo vprašal gospoda župana, kakšne so možnosti za postavitev defibrilatorja v Plodnju? Možne so vedno. Najditi se mora denar. Proračunu ga sicer letos ni. Če bi pobuda prišla, že malo prej bi se mi tudi to, kar je direktorica zdravstvenega doma uspešno, smo se prijavili na razpis za pridobivanje defibrilatorjev. Glede na to, da sem rekel, da jih nekaj po občini Uzenica že imamo, javno dostopnih govorim, nekateri so tudi v privat lasti, podjetje Biolsi je tam samo naredilo, na Šentvidu imamo enega, na Gasilskem domu imamo enega, na Svetem Primožu imamo enega, na Dravčah imamo enega, je pa res zelo velik zaselek na Pohorski cesti in dr. Haložan se bo verjetno strinjal, prvih 10 minut pri uporabi defibrilatorja ob zastoju srca je najpomembnejši. Vse, kar je potem, vemo, kakve zgodbe so. In seveda bom, če se strinjate za to, ne zdaj balanso, poskušal najti sredstva v proračunu tudi v letošnjem letu, da nabavim defibrilator, bi pa ne vrnil žogico. Poskušal, glede na to, da kolega Max prihaja z zaselka Svetega Primoža kot volilne enote, da mi predlagate, kje na katerem objektu je lahko to. Veste, da potrebujemo električni tok, zato da je omarica ogrevana, da kupimo takega, ki bo vezan na električno energijo. Torej, jaz se bom potrudil, da bomo ta denar najdli, da bomo kupili en defibrilator, tudi tem vem na zborih občanov in turističnem društvu, ki imeli sestanek, je bil tudi to vprašanje na mene. Torej, če je to, bomo se potrudili in poiskali najboljšega ponudnika, pa če se strinjate, seveda, to je moja naloga, da najdem sredstvo v proračunu, ki je sprejet rebalansa, verjetno zaradi defibrilatora, zdaj v tem primeru ne bomo sprejemali, bomo nekako najdli sredstva, pa bomo poskušali. Če ste za to, seveda. Pa še samo nekaj vprašanje. Recimo, če kaj razmišlja, kdo o enem domu starostnikov, ker vemo, da se staramo, pa vsi domi so pa zasedeni, pa me malo zanima. Prvič, zelo umestno vprašanje, prvič moramo mi razmišljati, kje bi tak dom zgradili. Jaz sem prej govoril o enem pogovoru z strani vodstva Dravskih elektrarn. Vemo, da je nekaj zemljišč od takih, ki bi morda bilo primerno. Drugič moramo govoriti a govorimo o javno-zasebnem partnerstvu. Veste, da jaz kot župan nikdar do zdaj nisem podpiral javno-zasebnega partnerstva. So domovi, ki imajo take cene, imajo takšne standarde, imajo drugačne standarde, so taki domi na Koroškem, ki je. Zdaj, mi imamo v bližini dom, ki je bil grajen z javno-zasebnim partnerstvom. Ni več to nadstandard, ko smo nekdaj govorili, da so cene. To je zdaj standard gradnje. Zdaj, mi prvič imamo problem z umestitvijo v prostor tega doma, ki sicer ne more biti samo kot objekt, mora imeti tudi en del zelenic, prehajalnih poti, vsega, kar zraven tega doma spada. Jaz sem bil, zdaj pa Sašo je bil zraven, mislim, da 4 leta nazaj, v mojem prvem mandatu, z predlogom, z pobudo, da bi naredili eno enoto v Uzenici, torej eno podružnico doma Črneče. Skozi razpise, da bi se prijavili. Predvsem sem takrat razmišljal o dnevnem bivanju starejših, torej vrtec za starejše, da tako imenujem. Marsikdaj imamo problem, ko
imaš starša, kdor ga še ima, ali takega oskrbovanca, ki ga moraš pustiti doma in odiđeš v službo. Vedno več imamo tudi strani sociale, strani Centra za socialno delo, vlog o plačilu sredstev tistih, ki ne morejo zagotavljati niti skrbniki, niti otroci njegovega domovanja, bivanja v domu, katerenkoli. In občina tudi letos, v tem tednu in prejšnjem sem dobil 2 taki vlogi za subvencijo zopet občina, kajti sorodniki nimajo toliko sredstev, da bi lahko plačali popolno oskrbo oskrbovancev v domu. Seveda so domi prazni. Zdaj, zavedajoč se vsega, seveda, če gre občina to graditi, mora pa imeti seveda sredstva za to, da to zgradi. Mora imeti prvič je lokacija, drugič sredstva, da to zgradi, po tretjem, kdo bo to upravljal. Če nimaš partnerja, če nimaš zasebnega partnera, kdo bo? Mi nimamo enega velikega zavoda, ki je imel nekaj zaposlenih, potem je pa treba po črto potegniti, kakva bo pa cena oskrbe v tem domu. Te vedno je to, ali daje z občinskega proračuna, dajemo za oskrbo v teh domih, ki so, se pa zavedam problematike. Moja želja je bila že 4-5 let nazaj o tem, da bi v Zenici imeli. Pa smo tudi nekako lokacijo zagotovili, ko smo potegnili črto in smo videli, no to domo za tiste starejše, ki bi jih otroci lahko dali jutro v varstvo, šli v službo, ga bi tam prevzeli in bi starša, sestro, brata lahko odpeljali domov, ampak ko se nekako stroškovnik pogleda, kdo bi pa v ta dom dal take ljudi? In stroškovnik, ki bi na ceno enote na uro bil, bi verjetno bilo pa nevzdržno za vsakega, ki bi tja vozil. Torej, strošek tega izgradnje, dokler da ni prijave na kak razpis, subvencije z države ali z evropskega skladov, si takih investicij jaz se ne vidim, v Zenici ne. Če gremo po javno-zasebno partnerstvo, seveda Stanovanjski sklad Republike Slovenije ne bo k temu pristopil, verjetno bomo razmišljali tudi o gradnji kakih stavb za potrebe stanovalcev v naši občini, tisto, kar sami gradimo, ampak ene stavbe imamo tako dotrajane, da včasih razmišljamo o tem, da bi predlagal, da zgradimo rajš novo, pa to nekomu brezplačno odamo, ko pa da vlagamo vsako leto na desetine evrov v te stavbe. Tako da pobuda na mesto, razmišljanje, mi se imamo možnost še truditi zdaj, če bomo prvič pogoj najti zemljišče, narediti eno finančno konstrukcijo, kaj bi to pomenilo, spremljati kakšne razpise in seveda, če bomo uspešni, predvsem pa to špekuliram res na en dom, ki je živ v lasti občin, da bi bila kot ena podružnica nekje tu v bližini ali v Zenici, na Muti, jaz nimam problema, čim bliže in da bi tudi bilo seveda zadostno mest za tiste, ki potrebujejo in iščejo sobe v domi za ostarele. Še nekaj, če sam dodam, en investitor mi je rekel, da da 1 milijon evrov za koncesijo. Koncesija je najtežja stvar. Pridobiti soglasje ministrstva, verjetno za zdravje. To se pa v Sloveniji zdaj že kar nekaj let ne podeljuje, tako da vprašanje, če je sama država pripravljena na širitev mreže domov starostnikov. Res je, bolj samo 3 stavke. Če vzamemo mejnik od leta 1945 po prvi svetovni vojni, smo na področju Slovenije zgradili približno 180 osnovnih šol. In v tem času smo zgradili približno 10 domov za starostnike. Zdaj, od 45 do zdaj so vsi ti otroci, ki so v to osnovno šolo šli, že močno stari. To je ena zadeva. Druga zadeva, življenjska doba se je v našem področju, ne samo tu v Koroškem, na Sloveniji, podaljšala za 20 let, kar pomeni, da imamo eno armado starih ljudi. Način življenja se danes čisto predrugačil. Pred mnogimi leti so otroci, ne glede na vse, pač svoje starše na nek način imeli dobro, mislim, so jih imeli pri sebi. Danes na tempo življenja vse skupaj več ne dovoljuje oziroma ne morejo enostavno zorganizirati se, da bi še skrbeli za stare ljudi. So pa tu posebni problemi. Poglejte, pobuda je fenomenalna. Mi smo se o domu starostnikov pogovarjali tudi, ko je šola na Primožu bila v nekem problemu, kaj gor narediti, pa smo rekli eventualno gor in tako naprej.
zahteve države, ki pa, kot je župan rekel, pravzaprav sploh nič kaj ne da, nima ideje, da bi karkoli pomagala, so pa take, da če sam hočeš, da so ogromne ovire, bom rekel, in tako naprej. Koncesijo dobiti je problem. In naprej. Mi smo pozabili za umestno zadevo. Poglejte, mi danes imamo tisti domovi, ki so zelo, bom rekel, problematični, po domače rečeno. Ker mi imamo bolnišnico, kjer so ljudje bolani, ki se lahko nekaj naredi. Potem pa, ko se nič več ne da narediti, pa doma ne more biti, ga damo v dom. Dom postaja potem neka ustanova, neka bolnišnica, ki pa nima kadra, ki pa nima opreme, ki pa nima za take težke bolnike, bom povedal. Ne? Ker dom bi naj bil hotel, to pomeni ljudi, ki so aktivni, ki so, ne vem, sposobni sami za sebe več ali manj skrbeti, morajo pa, da jim nekje, da imajo pač toplo, zajedeno in tako naprej. Ampak ne, da jih treba zdraviti. Zdaj pa imamo domove, ki so bolani ljudi, pa ni noter, ne zdravnika, pa nič imajo sestre, pa nimajo opreme, pa vse skupaj. In potem je tu problem. Država je roke dala stran, dobiti javnega oziroma zasebnega partnera ni problem. Pa tudi koncesija ne bi bila problem. Na koncu bo pa cena taka, da bo pa občina mora plačati, če oni nima, ne? Potem pa v bistvu se kanalizirajo javna sredstva v privatno zadevo, v privatno sfero. In to izgleda, da državi tako paše in da oni to forsirajo. Ampak problem je, predvsem pri nas v Guzenici bi bil, lokacija bi bila velik problem, to takoj povem, ker zahteve so take čudne, ne sme biti blizu vode, ne sme biti blizu elektrarne, ne sme biti blizu tovarne, ne sme biti, ljubi Bog, v Guzenici pa... Kje pa ne bo? Ne vem, ki bo na luftu nekje, mislim. Ne. Mislim, to v tem kontekstu pobuda, pa Max je prava in ni nova, no, bom rekel. Treba spremljati pa videti, čeprav se bojim, da bomo zelo neuspešni. Hvala. Hvala. Če ni, pol gremo še na točko razno, imamo dve kratki zadeve, sicer prva je prošnja za finančno pomoč za odpravo škode nastale ob neurju strani gospoda Goloba iz Dravč. Sicer na decembrski seji smo že sprejeli odlok uporabe sredstev proračunske rezerve za leto 2018 zaradi posledic neurja, ki je tudi osnova za to pomoč. Zdaj, če čisto kratko predstavitev, boš ti... Ja, lahko grem jaz na kratko. Vete, da smo že v lanskem letu, ko smo nekako nas je udarila zopet narava in smo se pogovarjali o porabi proračunske rezerve. Zdaj, tam smo sklep je bil in je objavljen bil tudi v medobčinskem uradnem vestniku za porabo v letu 17 in pa seveda 18. 17. proračun je zaključen, v 18. letu je vse to, kar se je zdaj zgodilo in je treba tudi obljubo, ko smo rekli, obljubo zdržati in tudi izpolniti to. Gre za objekt, ki je bil poškodovano ostrešje v kompletu, zdaj smo dobili ene predračune strani krovstva in seveda že v prejšnjih letih je bilo nekako praksa z enim vašim dovoljenjem glede na stroške, ki so nastali in so realno ocenjeni, 30% nastalih stroškov nekako povrne strani občine tega dela in jih seveda namenimo za ta namen z postavke proračunske rezerve. In seveda zdaj ta ocena je okrog 8.000 evrov, 30% od tega okrog 2.500 evrov. Jaz mislim, da je bila prava vrednost, da pomagamo osebi, ki je bila utrpela škodo v tisti naravni nesreči. To je en del. Drugi del je pa del požara, ki se je pred kratkim zgodil v Zgornjem trgu. In zopet je tam ena ocena, sicer še je dvoumno napisano, ni še ocena, nekaj ni bilo strani zavarovalnice ocenjeno, nekaj nepriznane zaradi nepravilne neke gradnje dimnika, ampak vseeno ena ocena je tu. Jaz bi prosil za to, da ko dobimo tisto oceno, ki bo nekako prava, da gremo zopet po tem procentu, torej od realne ocenjene škode 30%, če se strinjate, in vas prosim, da sklepom sicer tega ne rabimo objavljati v medobčinskem uradnem vestniku, ker je ta sklep bil zavzet že v mesecu decembru, da ne vsakič sproti. Jaz sem takrat prosil, če date
en sklep, da ga imamo za naprej, seveda vas pa obveščamo o porabi proračunske rezerve in vas seznanje in vas prosim za mnenje, če ste za to, da ta dva dela seveda pokrijemo z naslova, ki je za to tudi namenjen. Hvala. Zdaj, če samo malo obrazložim, ta kriterije imamo, ki smo jih enkrat na enem svetu sprejeli, take, da 30% od dejanske stroškov po odbitku sredstev, ki jih povrne zavarovalnica, tako da bi tudi v obeh primerih take kriterije uporabljali. Zdaj obravnava je tudi odbor za socialo, ki je glih se v torek sprejel in je tudi zdaj oba ta sklepa podprl. Tako da jaz predlagam sklep prvič za pomoč v obnovi strehe poškodovancev Mire Goloba iz Dravč, poškodovane v decembrskem neurju se v skladu z odlokom uporabi proračunske rezerve v letu 2018 imeli cirka 2500 evrov v skladu s sprejetimi kriteriji, ki sem jih navedel, in pa drugi je v vlogi te Hubertine Bitrih se ugodi v skladu s kriteriji iz sklepa, se pravi 30% škode po radni cenitvi oziroma po računih po odbitku škode, ki jih pokrila zavarovalnica v skladu s stališčem odbora. Če ste za taka dva sklepa, prosim, da jo potrdimo v paketu, sem bil not. Hvala, ugotavljam, da sta oba sklepa sprejeta. Še kaj? Se imam morda... Ja, izvolite. Izvolite. Res jaz se opravičujem pozabo, na odboru smo obravnavali tudi vlogo Ribiš Daniela v zvezi z sofinanciranjem izgradnje vodovoda Sašo. To vse potrdi. Ne, ni potrebno. Ne. To imamo en... Tam je splošen sklep je sprejet. Pač kot informacija je prav, da se pove. Redo, hvala. Jaz sem morda, če dovolite, še po točko razno. Jaz sem sam sledil in je prav, da danes tudi kaj na to temo rečemo, če ne bomo prepozni. Kosovno zbiranje odpadkov, videli smo seznam, po domovih smo dobili, mi smo že lansko leto ustrajali, po domov zram položnice, čeprav na trajnik, na računi zadnji je bila priloga, kosovno zbiranje odpadkov. Zopet po enakih kriterijih, ko je bilo v lanskem letu, čeprav smo dali velika opozorila in tudi naložili vodstvo komunalnega podjetja, da tega ne naredi. Jaz, ko sem včeraj to doma videl, sem danes tukaj odreagiral, Sašo, to sem naročil, da napiše dopis na komunalno podjetje, da glede na to, da smo se lansko leto drugače dogovorili in da letos sploh ni bilo dogovorjeno z občino, kdaj, kje, kaj bo potekalo, datumi so znani, v aprilu nekje potekajo akcije. V Uzenici bo potekalo zbiranje, sicer v Uzenica pri viaduktu 17.4., Sveti Viti igrišče 18.4., Sveti Primož na Pohorju 19.4., Dravče avtobusno postališče 20.4. Za mene je to nedopustno. In seveda, glede na to, da občina, či doma uporabnik občina, niti kot lastnik tega komunalnega podjetja ni dobila niti uvednost. Vsako leto smo se uskladitev dobili. Lani smo dobili, sicer je bilo lani datum narobe, ki sem govoril, to je zdaj, danes je šlo tega, bo vas seznanjam dopis na komunalno podjetje, da se s tem vsekakor ne strinjamo in da to, kar smo predlagali, da poskusijo v letošnjem letu izvesti. To je danes vam dolžno informirati o tem, kar smo že... Prosim? Ja, to, kar smo lani rekli, sistem od vrat do vrat. Sej to smo mi zahtevali lansko leto, pričakujem odgovor, ko ga bom dobil, vas bom informiral, bomo pa imeli iz prve roke, ampak v aprilu bomo imeli sejo, Srečko, predvidena seja, bo pa v mesecu aprilu, imamo že zopet kar dosti gradiva, upamo, da bomo čim prej lahko sklicali sejo, pa torej to je z moje strani. Hvala. Ima še kdo kaj po točko razno, sicer bi jaz še dve stvari. Na mizo ste prejeli tudi vezane proračune v pisni obliki za leto 2018, tako da kot en pripomoček za lažje delo in pa orientacije. Potem pa naslednja seja naj bi bila v aprilu, jaz mislim v roku približno 3 tednov ali pa 4 od danes. Predvidoma v prvi polovici meseca obravnavana bi bila še naslednja poročila zavodov in pa tudi to, kar je danes odpadlo, se pravi knjižnice, podjetij in pa skupnih organov. Del bo še na ene od naslednjih sej, potem je še zaključni račun občine, ki se mora do 30. oziroma 31. marca predložiti
In pa imamo tudi še na obravnavi odlokov pokopališke dejavnosti. V prvem branju tega je že obravnaval odbor za komunalo. Tudi bo na tej seji razpis občinskih priznanj za leto 2018, tako da je še kar precej stvari, ki se bojo zdaj na naslednjih 2 sejah bolj tudi obravnavale. In pa glede na to, da prehajamo zdaj v nedeljo na poletni delovni čas, bi bile potem seje tudi ob 18. uri. In pa če mi še dovoli župan, v petek 30. se pravi jutri teden, je tudi oddaja Dobro jutro, ki jo snema RTV Slovenija v Buzenici zjutraj in vabljeni. Vi, gledalci, bo verjetno pa to videli malo kasneje, ker v 2 dneh ne bo predvajana seja, tako da to lahko izveš. To je Ni direktno. naslednji petek. Naslednji petek. Ona je. V redu, hvala, pol se zahvaljujem in zaključujem današnjo sejo.